Dober večer in lepo pozdravljeni novi ediciji oddaje In Vivo Veritas. Danes sta z mano Slavko Franca in Mojca Lubej iz Facebook skupine Koper, kot je bil nekoč. Kaj točno se v tej skupini dogaja, vam bomo pojasnili danes. Sploh za vse tiste, ki mogoče skupine ne poznate. Vendarle gre za skupino, ki ima več kot 11.000 članov in verjamem, da je marsikdo od vas tudi med njimi. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, Koper, kot je bil nekoč. Zakaj ste pravzaprav to skupino začeli? Kdaj se je začela? Kako je prišlo do tega? Skupina Koper, kot je bil nekoč, se je začela že pred, točno niti sam ne vem, pred par leti so se ustanovile skupine Piran, kot je bil nekoč, Izola, kot je bila nekoč, in Koper, kot je bil nekoč. Vse v istem cajtu. Tako da vsa ta istrska mesta ob morju imajo svoje skupine. V Kopru so celo dve. Zakaj se je to ustanovilo? To bi bilo treba vprašati prvega, ki je imel to idejo. Se mi zdi, da je bil celo en iz Zagreba, ki je živel v Piranu in je on prvi odprl to skupino v Piranu in s tem je šlo dalje. Tako da to so zelo zanimive skupine, ker prikazujejo kakšno življenje in kaj je bilo nekoč v teh mestih ob obali. Ja, verjetno se je to kar precej spreminjalo, vidimo lahko v njej fotografije, pa tudi razna pričevanja. Kako daleč pa sega ta naš spomin oziroma ta naša odkritja? Katera je bila mogoče najstarejša stvar, ki je bila objavljena? V smislu, da ni otok, ne? Ja, objavljena najstarejša stvar. V glavnem se objavlja vse, kar se najde, kjer je kaj dokumentirano. Kdorkoli to najde, objavi ali pove nam, objavimo mi. Ja, najstarejše stvari so tiste, ki so še dokumentirane tam iz 12. stoletja, 13. 12. stoletja. Slika otoka, ne? Ja, slika otoka, Kopra kot otoka. Slike tiste rotonde v Kopru, ki je z 12. stoletja. Z tistih cajtov. No, tudi iz rimskih cajtov se kaj objavi, če se dobi, ne? To pomeni, da imata tudi vidva doma kakšno zbirko fotografij, razglednic, kaj podobnega? V bistvu jaz sem se kasneje priključila skupini in potem sem tudi dobila adminstvo, ne. Pač tako mi je bilo ponujeno in sem rekla, škoda, da gre skupina v Franč, bom jaz sprejela. Potem je pa Slavko kontaktiral in rekel, daj mi nazaj za admin. Jaz sem rekla, ja, ni pa nekaj, ne mi boš pomagal. V glavnem, jaz sem prišla v 80-ih v Koper živeti. Sem se preselila in jaz sem v bistvu takrat ime dosti fotkala. In imam določene fotografije še od tistega časa, samo čakajo še na objavo. Še nisem prišla do njih. Tako da ja, mene zelo zanima konkretna zgodovina Kopra, pa tako da sem ene vrste zbiratelj, sicer jih nimam, ne vem, da ful nazaj, ampak vse bolj tisto, kar sem jaz naredila. Se pa Koper, lahko pa rečem, se pa Koper zelo veliko spremenil, odkar sem jaz prišla, pa odkar je pač kakršen je dan današnji čas. Katere pa so bile tiste glavne spremembe, ki jih opažaš? Recimo, že če pogledamo, kaj je bilo na mestu tuša, ki je bila narava, ker dejansko ni bilo nič, neke skale so bile, nek tak, se spomnim, nek tak, pač trava je bila, ne? Soline, ja, ne vem, kaj je bilo takrat, ne. V glavnem, jaz vem, da sem se dostikrat tam sprehajala, ne, in pa recimo, ne vem, izsuševanje. Zdaj so izsušili še tisto, bom rekla, jezerce, ker so bili ptički zraven sodišča, nasproti sodišča, recimo, to gradijo ful preveč. Saj meni se zdi, ful preveč, res. Slavko, kaj pa ti? 40 let si sicer preživel na morju, ampak kako se pa ti spomniš Kopra iz svoje mladosti? Se tudi tebi zdi, da se je veliko zgradilo od takrat? Mogoče še kaj opažaš? Ja, jaz se spomnim kar dobro vsega. Ker sem tukaj doma na Prove, tam zraven Žusterne, je en predel, ki mu pravimo Prove. Zdaj je to mejna pot. Tako da jaz sem tam doma od 49. leta dalje in v šolo sem hodil tle in tle živel, tako da jaz to razliko vidim, ogromna razlika je.
ogromna razlika. Jaz se še spomnim Kopra, kot je prej ona omenila, tiste posušene soline, ko ni bilo še nič, ko je bilo čisto vse samo zasuto in nobenih zgrad, nobenih cest, nič. Tako da, ko danes prideš, je čisto nekaj drugega. Sej niti ne bi spoznal, ker z une strani se Kopra niti ne vidi, je toliko zgrad pred Koprom, da samo štrlijo en del turna štrli ven in dvigala iz luke. Kaj pa, na primer, rastje, zelenje? Je bilo včasih več zelenja, je danes vse to pozidano? Ja, definitivno je bilo več zelenja in to se rabi v Kopru, ne. Včasih je bilo tega ogromno, zdaj so nam pač tudi določene parke uničili pa vse, ker samo pač gradijo in tako naprej. In mislim, včasih je bilo tega veliko. Včasih je bila Koper narava, ne. Zdaj pa do prve, bom rekla, narave rabiš kar nekaj časa peš, ne. Ja, mislim, da se je v skupini razvila tudi ena debata glede obnove enega trgov, kjer so komentirali, da oljka ni primerno drevo za v parku oziroma za na trg. Ja, to sem jaz objavil, tiste kamnite pile in pravimo, kamnite posode, ki so bile včasih za oljke, ne za oljke, za olje. Za olje in so dali v te kamnite posode, so dali oljke notri. Jaz bi rekel, da je to stvar okusa, zdaj, po moje bi bilo lepše, da so te pile take, kot so. Te pile so imele pokrov iz lesa in notri je bilo olje. Če bi tam imeli, recimo, če bi te pile tam, kot so, da bi bile pokrite lepo z pokrovom in gor dali rože ali karkoli, mogoče bi bilo lepše, ker kot sem zdaj videl, se zna zgoditi po zimi, če bo kakšen zmrzal, da bo to razneslo, ne. Tako da v Piranu v hiši Tartini imajo ohranjene lepe te pile, so lepe, ko so take, kot so bile, ne. Zdaj, ko ste omenjali pile, opazila sem tudi, da ne vejo vsi točno, kaj so zdaj parakarji, ko govorimo o parakarjih ali pa tudi kantonale. Kaj je pravzaprav razlika med enim in drugim? Zakaj gre? Ja, to idejo se jaz dobil, ker imam rad to istrsko kamenje. Kantonali so tisti ščitniki na fasadah, ob robovih. To so bili ščitniki, da se ne poškoduje fasadov, ko so vozovi vozili okoli. Parakarji pa so obcestni. To so bili obcestni, ne ščitniki, ampak obcestni, kako se že reče? Kamenčki. Ja, ne, parakarji, tisti obcestni, danes imajo iz plastike, danes imajo iz pločevine za ščito. Prej so imeli, vsako toliko je bil kamen. Označujejo bankine, ne? To je razlika med kantonali in parakarji. To je iz italijanskega jezika, potujčenka, tako da niti ni v italijanščini, oni reči najbrž drugače, ne. Ja, jih je pa kar nekaj, pravzaprav eni izgledajo zelo, zelo stari. Jaz sem jih slikal enih 80. Pa zdaj, ko sem prišel po drugi strani v Goru, sem svet jih videl, tako da sem še pripravil v Piranu, sem rekel, dajte tudi vi v Piranu slikati, tako da vidimo tudi vaše. In res so slikali, v Piranu pa sem videl, da so slikali dva krasna metalna, ki v Kopru ni metalnih. Vsaj jaz jih nisem videl. Tako da so zanimivi, ne? Vsak je drugačen. Eni so podobni bolj tako, ena je rekla, da so podobni bolj falusu. Imajo take glave. Eni so bolj tako noter, prav so v hišo že skoraj, da vem, so že skoraj vzidani noter. Lepo, da so ostali ohranjeni, ne? Da jih niso razbili. Za kako star arhitekturni element pa tukaj pravzaprav gre? Mogoče kateri od vaju ve, kdaj se je to pravzaprav pojavilo? S kočijami mogoče? Je bilo od nekdaj? Ja, od nekdaj, seveda. Ko so zgradili hišo, ali je bilo to v 12. stoletju, 13., 15. so postavili te ščitnike na robove fasad. Ker vozovi so takrat vozili, takrat so vozili vozovi po ulicah. So imeli štale po mestu, ne.
Zdaj, ko že govorimo o mogoče malo bolj nenavadnih besedah, kdo pa so koprski paolani? To smo imeli pa tudi... Koprski paolani so prebivalci Kopra, prebivalci, ki so živeli v mestu in ki so imeli posestva izven Kopra. Ker ljudje so živeli v mestu, na otoku, oziroma tista pot, ko je bila edina, včasih je bila edina pot do tam proti Škocjanu, ko je šla prva pot. In oni so imeli posestva, po vseh hribih okoli Kopra so imeli posestva in to so bili tej paolani. So imeli posebne narodne noše. Kako pa so izgledale? Ja, zanimive noše, zelo zanimive noše so bile to. Se pravi, to je bilo kdaj, v 19. stoletju, še prej? Ja, še prej. To je bilo prej, še za časa Beneške republike in nadalje. Ne? Samo ena slika je zelo poznana, ker so na Titovem trgu so tej paolani. Nekdo je še pobarval malo to sliko in tako, da tam se jih vidi. Vse dosti slik ne obstaja od njih. Ja, saj, nekatere stvari so skice, nekatere stvari so nove fotografije artefaktov. Zato me je zelo zanimalo, kako to, da se vmes znajde potem toliko fotografij boškarinov. Ker boškarini še danes obstajajo, ne gre za nek zgodovinski artefakt. Odkje je pravzaprav navdušenje nad to pasmo? Kaj je njena posebnost? Boškarini so zelo zanimive živali. Boškarine so imeli te naši predniki. Tudi en cajt jih ni bilo, nekako so se porazgubili in zdaj so spet začeli s temi boškarini. To je istrska žival, istrski vol, ki so mu dali to ime in je neke posebne oblike tudi, posebne rogove, ima glavo. Pač avtohtona pasma, kaj je samo tukaj, ne? Tako. In kako ga najraje uživata? V kakšni obliki? Jaz ne jem mesa. Ja, boškarin. V naravi, da ga vidim. Evo, celo tam sem objavil eno sliko, ker tudi Trst ima grupo. Oni nimajo grupo Trst, kot enkrat imajo stare slike in razglednice Trsta, ena zelo te grupe. Mi smo vsi povezani, v glavnem kaj si poberemo, en drugmo si uno. In tam je ena zanimiva slika, ko je boškarin pripeljal voz nabit z kovčki pred eno agencijo, od kjer so kupili karte za v Ameriko. Samo jaz sem se zajebaval, sem rekel, da je pripeljal z naših vasi naše ljudi, to malo poživeš, da gleda, da so prišli. Može pa so res prišli, ker je boškarin, sem se rekel, najbrž so prišli pa res iz Istre, ne? Zakaj pa ne? Seveda. Se pravi, torej ste res nadnacionalno povezani, bi lahko rekli. Ja, vsi smo povezani med sabo, včasih objavimo tudi kaj. Se ni treba objavljati samo, vsaj v naši grupi. Ona druga grupa, ko imajo Koper Korembo, to oni se držijo samo Kopra. Jaz sem rekel, so zanimive tudi druge stvari, da ljudje vidijo, da ne stalno meljem eno te isto. Malo tega, malo unga, malo tretjega, malo vsega pomalo, ne? Ja, nekaj je vmes tudi pravzaprav o kulturi. In vidimo lahko, da je pravzaprav bilo tukaj v preteklosti kar nekaj zanimivih koncertov. Moram priznati, da mi je malo žal, da jih v zadnjem času ni. Ampak katerih bi se recimo vidva spomnila kot tistih odmevnejših? Bryan Adams. Kdaj je bilo to? 96. 96, ja. Je kateri od vaju bil morda na tem koncertu? Jaz sem bil tudi. Jaz bom rekla tako, jaz sem pila pivo od Trenta od spredaj in poslušala se. Se je dovolj slišalo? Ja. Bila je agencija Ideal Turist, moj prijatelj je to vse organiziral in je bilo res svetovno znane grupe. Iggy Pop, Iron Maiden v Izoli na stadionu, Joe Cocker, Bryan Adams, Zucchero, potem je bil Robert Plant od Zeppelinov na trgu, pa koncertov... John Baez je bila tudi, ne? Ja, kako? John Baez je bila tudi. Ja, tudi John Baez.
No, jaz sem jih dosti izgubil, ko sem bil na ladji, ne? Ja. Jaz sem jih dosti šel mimo mene tega, od teh se je spomnil, ker sem jaz bil. Tako da te iz Ideal Turista so kar bili delovni in so kar pripeljali zelo zanimive grupe. Jaz se pa spomnim koncert Deliriuma, ne vem, enkrat je bilo mogoče okrog novega leta, vem, da je pač bil na Titovem trgu in da je bilo vse polno in to ful nazaj še, ko sem komi prišla v bistvu. Pa je bil Eric Burden od Animalsov v Džusterni, tudi svetovna klasa. Pa so bili Status Quo v Džusterni na terasi, pa Marmalade. To jaz govorim leta tam še konc 60-ih, 70-ih. Morda veste, zakaj teh velikih odmevnih imen zdaj ni več zaznati v zadnjem času tukaj? Mogoče so te ekipe, ki so to organizirale, že se odločile, da bi raje komu drugemu prepustile, pa nihče ni tega zagrabil? Mogoče, ja, mogoče tudi zaradi tega, ker se je pač malo spremenilo dojemanje koncertov, malo spremenil način življenja, kar se tiče Slovenije, ne. Mislim, da so Slovenci bili včasih malo bolj odprti, zdaj so pa kar malo bolj zategnjeni ratali, ne. Mogoče zaradi tega, mogoče pa tudi zaradi tega, ker pač, ne vem, kaj ne rečem, pač odvisno je tudi od pripravljenosti, ker ta vsa odmevna imena se mi zdi zdaj nekako starejša in eni sploh ne nastopajo več, ne? Razlika, jaz vidim razliko v tem, da zdaj je toliko več vsega, toliko več zvrst različne muzike, ki včasih ni bilo. Včasih je bilo, kar je bilo in vsi smo prišli tam. Danes na tem teritoriju tle, danes je sploh riziko nekaj narediti, ker sploh ne vem, če bi ljudje napolnili ta prostor. Recimo, mi imamo manjše koncerte v Centru mladih Koper, ne, skozi prirejamo dejansko, ne. Ko se skozi v bistvu. Jaz se spomnim recimo Robert Plant, ko je bil na Titovem trgu. Pa ljudje božji, sem rekel, to je ena največjih svetovnih klas, en najboljših pevcev na svetu. In je bil poln trg. A pred par dnevi je prišla ena Italijanka, ki poje risanke, ali kaj, že? Kristina, ja. Je bilo več ljudi, kot je bil Tito na trgu. Ja, to je res. Evo, pa zdaj razmišljaj. Ne, tle je riziko. Ljubljana je center za koncerte. Tle ni za delati take koncerte več. Včasih je še bilo. Zdaj pa sploh ni. No, čeprav tudi Koprčani pogrešajo, ne, in so recimo hvaležni vsake stvari, ki se, vsaj zadnje čase se mi zdi, ne, vsake stvari, ki se dogaja, ne. Ampak so pač drugi placi, ni več Titov trg, recimo, so recimo klubi, manjši klubi. Kateri pa so zdaj aktualni? Ja, zdaj mi delamo v Centru mladih Koper koncerte, drugače Refugio Bar, tam so skozi koncerti. Kaj je še v Kopru? Snegbar dela koncerte. Snegbar dela koncerte, ja. Tam imajo svoje. To so vse mečkani koncerti, to ni, ne vem, da bi bilo, jaz ful pogrešam nekaj velikega, ne, ker včasih smo se dejansko vsi družili na Titovem trgu, tudi recimo način življenja, ne. Mi smo prišli na Titov trg in tam si srečal vse, ne. Ma vse pride, ko so bili... Se vsem nekam mudi. Ko so bili tu Čelos, je bilo nabito tudi, ne. Vse bi še, vse mogoče bo pa šlo naprej, ne. Samo... Je toliko različne glasbe, tako da se ljudje razdelijo, tako da ni, eni enostavno imajo svojo glasbo in ne bodo šli na rock koncert ali pa obratno, ne. Ja, kje pa sta se vidva zadrževala? Kje sta uživala svoja mlajša leta, ko ste se tako verjetno pogosteje družili zunaj? Ali ti prostori sploh še obstajajo? Jaz, ko sem prišla, jaz sem pri 20 letih prišla sem živet. V bistvu jaz sem se družila pod Belvederjem. Če še obstaja, bom rekla, na pol, ker se niti podrazno ne more primerjati to, kar je bilo pač včasih, pa kar je zdaj, ne. Kako pa je včasih izgledalo? Ja, včasih je bilo tako, da je bila horda ljudi na plaži, da se je skozi dogajalo, da so bili skozi ali DJ-ji ali kakšni koncerti ali... V glavnem luštno je bilo, res smo se zbirali, tam smo se družili, recimo, ne. No, potem v Kamel sem hodila, ne, ki ga zdaj tudi ni več, ne. Potem kam sem še hodila, v 33, koliko je še vedno, v Snegbar tudi. Nekaj je še, nekaj pa je pač šlo, ne. A ja, pa da ne bom pozabila, kako se je klical tisti fast food, ko greš proti Izoli, na desno stran gor.
Na Belvederju? Ja, pred Belvederjem, ki je bil nek fast food. Tam smo se tudi ful dobivali. Kaj je že bil nek klub? Ne klub, ampak fast food, ki si šel proti Belvederju, ki si šel, ki je bil na desni strani en fast food. Od Izole tisti. Ob cesti? Ja. Aha, ko je 10 let je to tam bilo zažgano in zbirališče smeti. To. Fast food, ja. Ja, nek fast food. Mislim, smo se tam zbirali tudi. Ampak je bilo luštno tudi tam, je bilo tako, pač malo za hengati v krog, ne. Ja, jaz sem generacija čisto druga generacija od tebe, ne. Ja, kje ste se pa vi zbirali? Odvisno, koliko let sem imel. No, pa mogoče kateri od teh prostorov, ki so pustili globok spomin pri tebi. Takrat smo se zbirali povsod. Takrat, kjer je bilo kaj, takrat smo bili tam. Ker ni bilo povsod. Če je bilo kaj, če se je kaj dogajalo, ko sem jaz bil mlad, je bilo samo na enem prostoru. Ni bilo na 10 prostorih. Tako da smo bili vsi tam. Ali je bilo to Arigoni v Izoli, ali je bilo to v Portorožu, ali je bilo to v Kopru, ali kjerkoli se kaj dogajalo, tam smo bili. Pozneje, potem, ko so začeli disko klubi, so se kar začeli pojavljati par disko klubov, potem smo se še malo razdelili. Je bil v Portorožu je bil klub, pa v Izoli, pa v Kopru. Pred dnevi sem videl eno objavo, je ena dala gor, ko so snemali Elite klub, ko je bil te dol. Je v sesutem stanju. Tam je bil lep klub. Tle na Karpačevem trgu. To je ta s teraso. Ja, sesuto, čisto vse sesuto. No tam je imel... Zraven terase, tam, ki je zdaj terasa, ki je tam zraven je bila gostilna Karpačev in pol zraven so bila vrata. Tako je zdaj ta hiša, kaj je bila? Kaj imajo zdaj? Kjero hišo, že neko hišo imajo dol. Najprej so bili bari to so bili nočni bari povsod. V Piranu, Portorožu, v Izoli, v Kopru. In iz teh nočnih barov se je potem obrnilo na disko klube. Se je potem s pojavom disko klubov začela ta zgodba med rockerji na eni strani in šminkerji na drugi strani? Ja, potem se je to začelo. Dobro, rock je bil recimo malo pred disko klubi, ne. Potem je začela disko glasba, ne, ker je začela prevladovati med mladimi. No, tisti, ki smo imeli radi rock in smo ostali v rocku, čeprav nas ni motilo, vsaj mene ni motila nobena glasba, jaz imam rad vso glasbo. Imam pa rajši rock, ne. Kako pa je bilo s punkom tukaj na Obali? Vendarle ponavadi govorimo o Idriji, Ljubljani, navezavi z reko. Kako pa je bilo s punkom na Obali? Jaz sem v bistvu lahko povem, kako je bilo v Ljubljani, ker sem generacija Rija, ne, in K4, ko je bil še normalen. No tukaj, jaz, ko sem prišla sem dol, sem se spoznala z Brecljem in sem tudi delala za njega takrat. Sem pač bila ena izmed pomagačev, nekako sem prišla noter v tisto MKC, ne, in takrat smo, jaz lahko govorim, kaj je bilo takrat, ko sem prišla, ne, takrat smo dejansko organizirali ogromno punk koncertov, ogromno alternative, tam ni bil samo punk, bil je tudi recimo, ne vem, eksperimentalna glasba, bil je tudi hardcore, so bili hardcore večeri. V glavnem vse ni da ni, ne. Dejansko je Marko, kar se tiče tega, zelo eno tako veliko stvar naredil, ne, pač za alternativno glasbo, ne. Potem smo organizirali razne koncerte na Pomolu, se spomnim, so bili tudi takšni koncerti, pa recimo se spomnim, da je bil koncert tudi en tak punk, bom rekla, je bil tudi pred banko, v tem parkcu, oziroma na tej ploščadi pred to našo banko, Koper, pa tako naprej, ne. Mislim, se je dogajalo na različnih koncih, so bili te, ampak je bilo kar lepo poskrbljeno, kar se tiče tega, čeprav so nas smečkano čudno gledali, etiketirali in tako naprej, ampak v bistvu nas ni nekaj dosti brigalo, ne. Saj recimo še vedno ta stena, ki je, oni so zdaj, potem se je MKC preimenoval Center mladih Koper, ne, ki pač se zamenjal lastnik, bom rekla. In še vedno, če se bomo slučajno kdaj odločili in porušili tisto gips ploščo, ki je tam, bomo videli spodaj so ohranili steno v bistvu vseh teh plakatov, ki so bili včasih, pač
vseh koncertov, ker Brecelj je to zelo ažurno delal in še vedno se dela, kar se tiče tega pač dnevnika, kdo je kaj nastopal, kaj se je dogajalo. Ne. In še vedno lahko, v bistvu tam so lepili, vsak plakat so lepili gor, ne, ker je bil v bistvu in tam je kot neka taka zgodovinska vrednost in potem so pač prišli in so rekli, da škoda, da porušijo, so samo obložili in spodaj še vedno originalne. Drugače za prej pa vem, da je bilo tudi v Bistrici se dosti dogajalo, ne, takrat, kakor se spomnim. Drugače pa tudi v Kopru, no, samo pač, jaz lahko povem samo za tiste čase, kjer sem le tukaj, ne. Vem pa, da je bila tukaj scena, da so se zbirali okrog kakšnega undergrounda, pa poleg Breclja, pač mislim, da ni bilo, no. Kaj pa vpliv mogoče MKNŽ-ja iz Ilirske Bistrice? Še danes migrirajo iz celotne regije tja na koncerte. Ali je to še vedno popularno? Ja, še vedno, ja. To pa vem zato, ker sem glih pred kratkim neki se pač pozanimavala za neke možnosti koncertov, za ene prijatelje. Še vedno, ja. Zdaj v bistvu to, bom rekla, nekako naj bi bil nek tak organiziran skvot, ne. Že prej bil pa to čisto samo skvot. Tako da še vedno, ja, še vedno migrirajo in še vedno so, ampak je pa, bom pa rekla, je pa tudi v Postojni kontejner zdaj. Tam so pa tudi razne, bom rekla, razni punk večeri, hardcore večeri. Tako da je tudi zdaj že v naši bližini se malo več razvija, kot se včasih razvijalo, ne. Pač tudi ljudje so začeli malo drugače gledati na punk, ne, se mi zdi. Nismo več tisti ta najhujši z irokezom, ampak je to, da dan današnji čas se mi zdi, okej nosijo, ne. Zdaj je Pero Lošin malo naredil spet reklamo za punk. Ja, s koncertom v Ljubljani. Ja, se on je tudi v Zagrebu potem nastopil pred kratkim. Na Reki so bili zdaj pred ta dnevi, ja. Tako da jaz s punkom nimam nič. V bistvu sem tako rekla, najprej je grad začel, ne, ta projekt iz Reke, jaz vem dosti, ne. Najprej je grad začel ta projekt, tisto so bili v Zagrebu, v Beogradu, v Ljubljani in na Reki so bili na koncu, ne. Pač grupa Grad, ne. No in potem so začeli potem je pa zgledal in Pero ni ostal dolžen in začel še on, ne. Verjetno je šel isto pot, ne, tako da. Katere so bile pa mogoče glasbene skupine, ki so koncertirale tu, prihajale iz Kopra? Naprimer, dobro, vemo, da so bili na obali verjetno najbolj znani Kameleoni, ampak zagotovo je bilo še kar nekaj bendov, ki je zaznamovalo to področje. No, mogoče tudi posameznikov, kot je naprimer Alfi Nipič, katerega fotografije, kako je nastopal v hotelu Koper, tudi lahko vidimo v skupini. Ja, v Kopru... Faraoni. Faraoni so bili z Izole. Ja, kaj so bili z Kopra? S Kopra je bilo to, kar je Tulijo vodil, kaj so bili? To so bili tiste grupe, ki jih je ustanovil Danilo Kocijančič. Ko so razpadli Kameleoni, se je pojavilo par grup, ki jih je imel Danilo Kocijančič. Eni najbolj znanih so bili Bumerangi, ne. Bumerangi so bili daleč najboljši po Kameleonih, recimo, so bili oni tle. Pa potem so bili tiste, ki je tudi Tulijo imel. Tulijo je bil v par grupah. Halo, kaj so bili že vse? Halo, uno. Kaj so bili še oni? Prizma. Ja. Ma v glavnem so bili glasbeniki, niso bili samo s Kopra, so bili mogoče z vse Istre. Obale, pa recimo Anika, ne? Vse Istre, tako da je težko reči, kdo je s kje, ne? So se menjavali, v starih časih so bile grupe, ki so se kar menjavali, enkrat le, enkrat tam, enkrat gor, enkrat dol. Je en manjkal, pa so takoj naredili novo ime. Ja, takoj pa še drugi. V glavnem so bili Kameleoni, Danilo in novi Kameleoni, potem se je pojavil spet bend, pa Bumerangi, pa Kalamari so bili. Pa Triboti? Triboti so bili pozneje, ja. Kasneje, ja. Zdaj, če se še malo sredotočimo na bolj slavne, tudi naprimer na fotografije, ki jih najdemo v skupini. Kar nekaj jih je v zvezi s tem, kako je bilo, ko sta se Fidel Castro in Tito srečala v Kopru. Je bil to res tako odmeven dogodek? Še danes prav opazila sem, da so 3 različni pravzaprav objavili fotografije v skupini,
kot češ, poglejte, tukaj je bil moj bratranec, ki je z njima skupaj pel ob harmoniki. Tukaj sta ona dva, ko sta se dobila. To sem jaz objavil, ja. Aha. To sem jaz objavil, ker jaz sem tudi tam bil. Tito in Kazno sta prišla iz Luke gor. Takrat ni bil tako odmevno, kot zdaj. Takrat sploh ni bilo tako, vsaj meni ni bilo tako zanimivo in odmevno. Pa če prišel, ker sem v Koper, so hodili vsi predsedniki, vsi, ki so prišli na obisk, ali so šli mimo, ali smo jim mahali za stavicami tam ob Semedelski cesti, ali so se ustavili v Kopru. Pa če je prišel Castro in Tito, je prišel in so šli iz Luke gor, po ulici Titovem trgu v ribjo restauracijo. To je zdaj na Titovem trgu, kjer je turistični biro. Tam je bila ena lepa ribja restauracija v lesu in kamnu. In ta slika je od tam, Ottavio Brajko jim je igral v tisti ribji restauraciji. In med glasbeniki je tudi moj bratranec, njega ni več, je umrl Bogi. Tako da sem jaz to sliko objavil, to je zelo znana slika, ne. Se pravi, je bilo pa čisto slučajno, da ste bila v tej restauraciji, ali ste vsi vedeli, da boste tam, ko ste šli? Ne, to je bilo vse organizirano. Nič slučajno, kje pa takrat slučajno. Takrat je bila varnostna služba in so vedeli točno kam vse grejo. Oni, Ottavio Brajko, njim so tam igrali notri. Ko sta ta dva, ko sta bila Tito in Castro, tam sta jedla, ne. Tam je delegacija prišla in so jedli tam in njim so oni to igrali. In to je ta slika znana, ki se jih vidi. Tita se ne vidi, samo Castro. Se pravi, večina jih je prihajala skozi zaradi tega, ker so prihajali z ladjami, če prav razumem. Ja, ali z ladjo z Brionov, ali od tle na Brione z ladjo, v glavnem odvisno. Včasih je šla cela kolona teh črnih Mercedesov dol za Brione, so se ustavili v gostilni na Klancu pri Portorožu, gor pri Ceči. Tam je bila baza, tam so vedno kosilali in potem, ali so prišli, kot je bilo, ali so prišli z avtom, ali z avti, ali pa z ladjo, ne. Ja, v skupini pa se mimogrede seveda ne ukvarjate samo s slavnimi, ampak tudi z povsem običajnim ljudstvom. Med drugim sem zaznala tale zapis, ki spominja na nek starejši zločin, ampak se je izkazalo, da je bil zelo odmeven glede na število komentarjev potem spodaj. Pisalo je takole: 29. novembra 1967 je bila umorjena 15-letna Iris Semenič iz Ankarana. Po plesu, igrali so Kameleoni, se je z avtostopom odpravila domov. Štopala je pred hotelom Triglav, danes Koper, spremljala sta jo dva prijatelja. Morilec Benito Lodža iz Trsta se je pripeljal po Semedelski cesti v belem Alfa Romeu. Zjutraj so lovci na Bivju našli njeno truplo. Tudi to se je zgodilo. Ja, jaz sem tisti, ki sem bil tudi upleten v to, po domače povedano. Eden od teh dveh prijateljev? Ne. Ja, to je bila zgodba, to je bila taka žalostna zgodba, da bil je ples v mladinskem klubu in tam smo bili, ponavadi smo bili vsi, mi smo imeli 18 let, ona je imela 15 let. Tam smo bili, plesali, skakali in tisti večer mi je celo dala sliko, tisto sliko, ko sem jaz objavil s prijateljico, sem tisti večer sem dobil tisto sliko. Potem, ko je končal ples, smo šli jaz, moj prijatelj in ona, dol do tega parka, tam, recimo, kjer je Triljevska zdaj, nasproti je bil park, vse je še zdaj park, samo prej je bilo malo večje. Na kar sem jaz šel domov. Ljubo Hlede in ona sta ostali tam in kot sem zvedel, tega nisem sploh vedel, je še nekdo drugi prišel, ko mene ni bilo več, ko sem išel stran, je nekdo še drugi prišel in je bil tam z njimi. Ljubo Hlede in ta Frank se je klical. Frank sta sedela v parku in ona je štopala. Tako da ta zgodba v tej Alfi in to sta povedala ona dva, ker sta videla, on ni njih videl, on je samo njo pobral in je šel. In to je potem so ga hitro dobili. Čez 2 dni so ga že dobili in samo na zahvalo teh dveh, ko so videli ta avto.
In na zaslišanje v Trst sem šel jaz z Ljubotom, da sem povedal svojo zgodbo, kako smo šli dol in kako sem bil tam in kako sem šel stran. In potem sta ona dva sta se potem še po teh sodiščih in tako. To je bila zelo žalostna zgodba, ja. Verjetno tudi ni bilo takih zločinov prav veliko. Ne, to ni, kje pa, to je bil edini, da se jaz spomnim, edini zločin na tem teritoriju. Ja, človek je bil bolnik, psihopat in je celo delal v bolnici v Trstu, tako da nekaj ni štimalo z njim in to se je zgodilo. Ja, kar tragična zgodba. Bi bilo skoraj bolje, če bi se lahko spomnili kakšnega ropa ali česa takega. Ja, se pravim, v tej grupi Koper, kot je bil nekoč, se včasih ne veš, kaj lahko pustiš gor, kaj se objavi, kaj ne. Jaz sem bil tudi v dvomih, če bi to objavil jaz, bi objavil že ko imam sliko, ne. Samo potem, ko je že objavila, zgleda, da je objavila ena, ki pozna dobro situacijo in celo brat njen je bil tak, ki je videl, ki je to videl, ne. In nič, potem se je tista zgodba razvijala, vsak je povedal svoje, kar je vedel, kar ne vedel. Potem jaz sem dal moje štorijo gor, ki je bila z prve roke, ne. Tako da sem, recimo, en zadnji, da sem je videl. No, naj počiva v miru. Ste imela sicer pogosto takšne dileme, ali pustiti kaj objavljeno v skupini ali ne? So bili mogoče kakšni sporni posnetki morda? V bistvu nisem naletela na sporne posnetke, sem pa naletela na kakšne komentarje, ki so jih prijavili drugi ljudje. In ne vem, kakšni so bili res mogoče malo bolj takšni, bolj, ne vem, ena je bila recimo zdaj prav neka politična, ne spomnim se, kaj je bilo, tisto sem potem pač kancelirala, ker se mi je zdelo, da to ne sodi tja, ne. Potem en je bil ful nek rasističen, je ful nekaj šlo čez, ful so neki, ne vem, neki iz Italijani ali kaj, glavno, sem samo isto brisala, ne. Včasih moraš razmisliti, kaj pustiš, kaj pa ne. Vse živo se dogaja, v glavnem, na vse naletiš v tej grupi, ne. Ker mi imamo vsako stvar, da se prej pač potrdi in je dobro, da vidimo, ne. Vse je kakšne take sporne stvari, ne. Od 12,000 ljudi, kaj češ pričakovati, veš, da se... Samo, kaj je najbolj zanimivo, kar jaz vidim, recimo se da neki gor in se pogovor in komenti obrnejo čisto na nekaj tretjega. Ljudje se ne držijo, recimo, tiste teme. Iz one teme pridejo daš nekaj, kaj jaz vem, daš eno staro stavbo, iz tiste stavbe pridejo takoj belogradiste in fašisti ven. Vsi to vedno jaz sem to ugotovila. Tako da ne moreš, včasih se smeješ, pustiš gor, kaj se... Če človek ne bi imel drugega dela, jaz imam toliko dela, da se ne vidim ven, da vsakega čitam, kaj objavlja in njegovo mnenje, pač se pusti, če se kaj preveč žalijo, potem se zbriše vse skupaj, ne. Jaz sem tudi recimo videla pri drugih grupah, da je tako, vsaj zadnje čase, ne. Daš, ne vem, recimo je ena, ne vem, dam primer, ena skupina, ki se ukvarja z muckami, ne. In takoj, kam to vse pelje, mislim, ne vem, to je eno slikco mucke daš gor in to potem celo frka včasih. Ja, so začeli postajati takšni, ful jim ne smeš nič reči, ful tako, ne vem, vse mislijo, da lahko vse rečejo, tudi oni in je malo, ne, tako. To je bilo pred par leti, ko so se grupe odprle. Takrat je bil hudič, takrat je bil tak hudič, da je bilo veselje, da je bilo treba kar na grobu to blokirati. Potem vedno boljše, no, zdaj smo v taki fazi, da je kar v redu, da vsako toliko se kaj še najde, ker se kaj ima, v začetku je bilo tega, da se ne vidiš ven, ker so misli, da lahko pišejo in delajo, kar hočejo. Ne, v moji hiši ne.
Ja, jaz se lahko recimo zahvalim njemu, ne, ki je pač prišel zraven, ki me je kontaktiral, da mi zraven, zato ker jaz, ko sem takrat administracijo sprejela, je bila ta grupa ali gre v arhiv, ali je sprejem administracijo in sem rekla, ma škoda je, ne. In potem sem pač sprejela in jaz sem takrat videla, je bilo čez 300 ljudi sploh za potrditi, ker se ni noben s tem ukvarjal, ne. In jaz sem potem celo si vzela, ker me je zanimalo, ne, pač sem si vzela dejansko časa in to sem delala počasi, ne. Pač vsak profil sem pregledala, sem videla, če ni lažen, sem videla tako in sem pol počasi sprejemala, ne. Ampak potem je prišel on, je rekel, daj mi, v 2 minutah je bilo vse rešeno, ti si kar vse pustil noter potem. Ja, grupo je odprl Mauricio Pugliese iz Izole. In notri je bil tudi Alberto Černas, on je en največjih specialistov, kar se tiče zgodovine Kopra. Ko so to napadali, ko so bile take grobi komente in gordol, se je on umaknil. In takrat sem prišel, sem rekel, dajte mene notri, bom jaz naredil red. Sem ga naredil, brez problemov. Ker jaz sem tudi v piranski grupi, tako da ne morem jaz biti povsod. In potem, kaj se je zgodilo? Vse je bilo lepo in prav. Anita, ta bogi Mauricio Pugliese umrl, je padel s kolesom na Parencani in je umrl. In na srečo je ona ostala v grupi, edina od administrativ, če ne bi grupa se zgubila. Ja. Tako da jaz tega nisem vedel. Jaz sem videl, da grupa je na pol mrtva, da grupa gre počasi. In ne vem, kako sem slučajno šel nekaj gledati in vidim, da si ti notri. In sem rekel, daj še mene notri, da malo spet to poživimo. Ne? Ker to treba malo bombardirati, forsirati. Jaz sem tudi objavil, z roko sem napisal in slikal. Sem rekel, 12 000 nas je. Ne čakati enega, dva, da bo dajo kaj. Dajte vsi malo čitati kaj, prečitati, slikajte, dajte objavljati. Vsi lahko objavljate, kar hočete. Objavljajte, ne čakati, da dva delata s tem. Ne? Ker bo bolj zanimivo, vsak nekaj ve. Ne? Kaj pa je bilo vama najbolj zanimivo? Česa novega ste se naučila v tej skupini? Verjetno vsak dan česa, ampak kaj vam je bilo tisto najbolj zanimivo? Ja, meni osebno itak mene začela zelo zanimati zgodovina Kopra, ne? In itak požiramo vsako stvar, ker je pač on napiše ali pa drugi, ki jo napišejo tako, ne? Pač ker imam časa, ker imam tudi druge stvari. In meni recimo nasplošno fascinira recimo zgodovina Kopra pa tako naprej, ne? Ker, ja. Ja, marsikaj se pravim, več ljudi objavi, več tudi zvemo. Jaz, kar se tiče zgodovine, jaz vem, kar vem. Samo jaz imam, kot sem rekel, imam toliko drugih stvari, da nimam cajta izčitati zdaj zgodovino Kopra, če sem v tej grupi, da bom čital zgodovino Kopra, prevajal. Ja. Ona druga grupa, ko pa je, tam pa se dobro ukvarjata. Zato tudi pošljem dosti ljudi, če vas zanima prav zgodovina in vse, pojte tudi v tisto grupo, ker tam je kot fakulteta za zgodovino. Zato jih je tam pol manj. Ja, tako da oni delajo, ne oni zato, ker jih je pol manj, mogoče zato, ker so prišli dolgo pozneje, dosti pozneje notri. Tako da oni se res ukvarjajo z zgodovino in tudi je bolj zanimivo, kar se tiče zgodovine. Tle pa vsega pomalo, ne? Tle kot si prej rekla, da smo objavili to, pa uno, pa tretje, pa vsega pomalo. Tako da je lepo, da nismo ista grupa. Vseeno se malo razlikuje, ne? Vseeno se mi zdi naša grupa mečkano bolj odprta kot tista, ampak sta pa obe dve zelo zanimive, ne? Se včasih ne veš, pravzaprav jaz dam gor, meni je čisto vseeno, ali je ljudem všeč ali ne. Jaz se sploh ne obremenjujem s tem. Če si misli, kaj daje te Joe Cookerja gor, ali kaj daje Dunga, pač dam gor. Tisti dan mislim, da je to prav in dam gor. V glavnem ljudje imajo vse radi, vse da nekaj vidijo, kaj je bilo, kaj ni bilo, ker dosti ljudi ne ve, kaj se je tle dogajalo. Ne? Ja, ampak ne pustite pa družinskih fotografij. Seveda pustimo, vse pustimo, tisto regulacijo, tisto je stara, lih se mi prej rekel, če zna ona menjati,
moramo zamenjati tisto, kar jaz ne znam zbrisati. Jaz znam Ja, to so čisto neka nova pravila, zdaj mislim, ne bojo zdaj novo stara pravila, bojo prišla, ampak bojo malo mečkeno predrugačena. Vse lahko dajejo gor. Vse lahko Tudi dajejo, jaz sem dal družinske, da pokažem, da lahko daste gor. Sem jaz dal. Samo to bo treba še problem je v tem, nekdo se noče izpostavljati, nekoga je sram, nekoga unem. Ljudje smo različni, ne. Eni pokažemo vse, kaj me briga, dam gor in gotovo. Dajte gor, če imajo. Ljudje imajo doma slik in zanimivih stvari, da je veselje. Evo, lik danes se ena javlja iz Milj, pri Milje, tle Muđa, je rekla, Slavko, jaz imam ene stare filme iz Parencane, vlakca, ko je vozil iz Trsta do Poreča, ker je videla, da sem jaz dal postajo Koprsko gor. Se neko objavi. Je rekla, ja, zdaj sem bolana, bom šla pozneje v Trst, da mi to presnamejo iz tega 8 mm na ne vem kaj. In objavite, vse lahko objavljate. Vse je zanimivo. Ja, za tiste ljubitelje Kopra res pač bo poskušali tako delati, da bo res čisto vse, da se bo nekako, da bo vsak, da se bo našel, ne? Ma vsak, seveda. Ja, se tako tudi pravilno, ne? Se to dela, to je zanimivo, da je vsega pomalo, ne? Dobro, od arhitekture do Tomosov, ne, nazaj. Pa jaz tudi govorim, samo so tudi druge grupe, so tudi grupa Deštra Istra, pa so Istra 1, Istra 2, ki objavljajo dosti o Istri, pa vseh. Ker Koper ni samo Koper kot je nekoč, ni samo Koper kot mesto, nego Koper in vsa okolica, recimo občina Koper, ali da po domače rečem. Vse vasi, vse. Premalo objavljajo, tako da če bodo gledali to oddajo, da vejo, da objavljate čim več, ker ljudi vse zanima. In ne čakati druge in potem čakati, kako bomo komentirali. Eni komaj čakajo, da začnejo komentirati. In komentirajo čisto neke 10 stvari, ki se ne tiče tistih slik. Ja, vsak ima doma stare slike, stare posnetke, ne? Tako da, ja, vsak, ki to gleda, ne gre danes na grupo, pa ne objavi eno fotko. Tako, ker praktično fotografiramo pa lahko danes že z mobitelom. Seveda. Vsak pomalo, ker 12.000 ljudi, to je čudež od mase ljudi. Kakšen bi bil to šele koncert? Recimo največ pa dela Izela kot nekoč. Tam je Nevio Paliska, moj prijatelj, ki bombardirajo z vseh koncevi kraje. Oni imajo pa še malo spremenjeno, imajo Izela kot nekoč in za boljši jutri. Tako da oni imajo, še malo so dodali še novega zraven, teh starih stvari. Ne? Se pravi, lahko dodaš še kakšno idejo, kako naj bi izgledala Izola? Ja, kako bi izgledala. Včasih tudi kritiziramo, kaj uničujejo, kaj so neki naredili, kar ni prav. Včasih tudi ne da učimo, nego pokažemo, kako se ne dela. Tudi to delamo, tudi v piranskih grupi. Pa si iz tega se ful naučiš, kaj pokažeš, kako se ne dela, ne? Imate kakšen primer, kako se ne bi smelo česa delati? Ma seveda imamo primerov. Primerov je na vsakem koraku so primeri. Ja, ne vem, ne bi se smelo, zdaj je ena aktualna zadeva, po moje, no, pa tudi ne samo po moje, ne bi se smelo uničevati toliko dreves, kot se uničuje, recimo pa ekosistema, recimo po Kopru, ker se samo še zida, pa recimo, ne vem, ne bi se smelo uničiti parka za otroke, ki se je uničil, ne. To je meni mičkeno tako, ker tam noter v tistem parku, po parku so vzeli dejansko, zato ker so začeli nekaj zidati, ampak v tem parku je bila edino igralo za pač gibalno ovirane otroke. In zdaj ga ni več, zdaj so oni to odmaknili, ne. To je meni ful sporno, ne, mislim zaradi nekega, ne vem, kaj bodo tam delali, ne. To je ful sporno, recimo, ne. Pa kar sekajo drevesa, recimo, da izpostavim, recimo, Čirkolo, ne. Zdaj vem, da gre vse na novo, ampak to so bila taka lepa drevesa. Kako bojo to rešili, nimam pojma, ampak ne bo več isto nikoli, ne. Na Čirkolo moram pohvaliti, sem bil prej na 20 Radenske, sem šel pogledat, so naredili zelo lep tlak.
pred Čirkolom. Zelo, zelo lep tlak, tako da tam sem videl prostor tudi, da bodo sadili drevesa. A bojo sadili drevesa, pol je v redu. Enolatnike bodo naredili drevesa, tako da dobro, seveda se drevesa sekati je škoda. Samo vidim v restauracijah gre zelo lepo, kot sem na hitro videl. Bo kar lep prostor in tudi dogodki se bodo tam razvijali dalje in tako. No, to bo fino. No, mi v glavnem kritiziramo, mi vidimo vse vidimo. Mi pazimo na to, da se čim manj uniči, kar so drugi naredili pred nami. Recimo, če se ulica restaurira, naj bo ta ulica ali cesta ali karkoli, kot je bila včasih, lepe kamnite plošče, ne asfaltirati, ne betonirati. Torej, ker nas čas počasi kliče k koncu, mogoče za konec, če potegnemo pod črto, vabite v skupino tudi bodoče župane? Vse so v skupinah. Ne pridejo. Vse so v skupinah. Vsi so v skupinah. Vsi vse vidijo, ker... Tudi tisti, ki bojo še kandidirali za župane, pa še ne vemo, ne? Vsi vse vidijo. Vsi vse vidijo, ker to so skupine. Ne govorim samo za Koprsko. Piranska, Izolska in Koprska. Vsi vse vidijo. Vsi zaposleni na občini, zaposleni ne vem kje, vsi vidijo, kaj se tam objavlja. Ker tam se pove marsikaj in se zve marsikaj, kar ne vejo in kar ne smejo delati. Posebno piranska grupa. Ker Pirano je čudež, kar delajo, kar se zdaj dogaja. Torej, vsekakor moramo spremljati. Žal moramo za danes končati. Najlepša hvala, da ste si vzela čas, da se oglasite v našem studiu. Hvala tebi. Ja, hvala. Zanimivo. Vi pa, dragi gledalci, se le pridružite skupini tudi sami, objavite kaj svojega, mogoče spoznajte kaj novega in pa ostanite z nami na Megafon TV. Lep pozdrav.